Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. O investiranju, kopiranju portfeljev, zaslužkih in plačilu za upravljanje na eni večjih borznoposredniških platform eToro se bom pogovarjala z Matejem Krancem, 31-letnikom iz Cerknice. Njegov portfelj na omenjeni platformi kopira krat 3650 ljudi, torej največ med vsemi slovenskimi trgovalci na eToro. Vrednost sredstev v kopiranju pa je preko 10 milijonov dolarjev. Poleg tega njegove naložbene nasvete oziroma podvige spremlja kar 40.000 sledilcev iz celega sveta. Zdravo, Matej! Zdravo. Zdravo. Evo, čeprav si po teh številkah nekakšen naložbeni ali pa investicijski vplivnež, pa sem prepričana, da marsikater poslušalec MoneyHow še ni slišal zate. Kdo je torej Matej Kranc, a nam lahko poveš nekaj o sebi, prosim? Sem čisto običajna oseba, nisem nič kaj pretirano drugačen od vseh, bi rekel. Rad imam šport, sem iz Cerknice, star sem 31 let, hodil sem na gimnazijo v Postojni, pa kasneje študij nadaljeval na fiziki, ker sem vse letnike sem zaključil, samo diplome nisem naredil. Potem me je pa pot malo drugam zanesla. Sem pa celo življenje nekako bolj skromno živim, pa gledam malo na to, kam zapravljam denar. Mislim, da je to prvi pogoj za investiranje in mogoče najbolj pomembno, da dohodkov ne zapraviš. Koliko časa se ukvarjaš z investiranjem? Profesionalno šele dobro leto. Drugače pa sem imel to za hobi, oziroma kar intenziven hobi, bi rekel. Sem gledal tako tudi prej, ko sem še bil zaposlen, sem po 30-40 ur posnetkov recimo pogledal na YouTubu na teden. Skoraj še dodatno delovnik zraven. Mogoče lahko omeniš, katere YouTube kanale gledaš, glede na to, da si toliko časa investiral v to, ne? Najbolj pri srcu je Jeremy, Financial Education. Ima 3 kanale, 1, 2 pa 3. Pa zdaj se tudi združuje z nekimi ostalimi YouTuberji, ki so tudi kar dobri, kar se tiče teh financ. Recimo ta Meet Kevin ali pa ta Stefan, ne vem točno, kako se izreče njegovo ime, Graham, pa še drugi. Imajo pa ta Millennial Money, skupaj vodijo, pa tudi vsak posameznik ima svoj kanal. Tam je res ogromno nekih informacij, pa sploh je dobro to, ker dobiš informacije v realnem času. Knjige so, na primer, zelo dobro je knjige brati, ampak recimo za investicije, ampak vseeno nekako ne dobiš tega v realnem času izkušenj iz knjige. Kar je malo iz knjige težko vedeti, kako se recimo počutiš, ko delnica pade 20-30%. Če pa se ti to v realnem času dogaja, pa imaš informacije v realnem času, pa se hitro navadiš. Tudi na padce. Ja, tako je. Kar povej. Zakaj si izbral platformo eToro? Mi smo o eToro že kar precej govorili na podcastu, smo tudi opozarjali na nekatere pomanjkljivosti in nevarnosti trgovanja na eToru. Torej, zakaj je primarno tvoja platforma eToro? Prav pretirano nisem posvečal pozornosti pri iskanju platforme, takrat, ko sem začel. Najbolj pomembno mi je bilo, da lahko, da si lastiš, da si dejansko lastiš delež v podjetju. Ker nekatere platforme omogočajo samo nakupe finančnih instrumentov, CFD in tako. Kjer pa potem ponavadi ne dobiš dividend in
še ponavadi plačuješ neke redne stroške za držanje pozicij, ker tega sem se pač hotel izogibati. No. Pa pač nasploh, da je čim manj stroškov sem gledal. No. In pač Etora je bila nekako prva, ki je nekako vse kriterije zadovoljila, ki sem jih imel, in pač tu sem se pol prijavil pa začel. Drugače smo pa tudi mi opozarjali, da se zelo hitro lahko zgodi ta switch med delnico in CFD-jem in kar hitro lahko pristaneš na izvedenem finančnem inštrumentu, kar v bistvu mogoče si tudi prvotno ne želiš. Ali se je tebi kdaj to zgodilo, ko si ti kupoval recimo delnico, da te je switchalo na CFD? Ja, enkrat v čisto začetku investiranja. Pač za trenutek nisi pozoren pri nakupu, te bolj zanima cena in pač mogoče si imel prej naštimano drugače in pač misliš, da je še zdaj, pa se ti mogoče lahko zgodi kaj takega. No. Tako da treba je pač biti pozoren pri vsakem nakupu. Recimo tudi tu mogoče pač pride prav ta Warren Buffettov quote, da recimo pri nakupu avtomobila gledamo, 2 leti vse možne avtomobile, vse vemo o avtu, preden ga kupimo, ko gre pa za delnice, pa slišimo nekoga za nami, nekega neznanca, govoriti, kam bo vložil, in pač hitimo in takoj vložimo, brez da bi karkoli pogledali. Ja, ampak ti, Matej, ampak tebe kopira 3500 ljudi cirka, ne? Ali tudi oni zdaj prečekirajo, kakšna je tvoja strategija dejansko, ali te sam skopirajo, ker pač vidijo, da pač nekaj znaš, si zaupanja vreden in te skopirajo. Koliko je pa takih, ki v bistvu recimo hitro obupajo nad recimo tvojo naložbeno strategijo? Pa niti ne bi rekel, da zelo različno je, ne. Nekako 50% teh ljudi, ki se odloči za kopiranje, ima bolj slabo poznavanje, kam sploh vlagajo, ne. Si niti ne preberejo mogoče profila in tako. In verjetno so tudi na začetku neke svoje poti in se spoznavajo boljše s platformo in se lahko zelo hitro zaključijo, ne. Lahko še isti dan ustavijo kopiranje ali pa naslednji dan ali pa v parih dneh, ne. Mislim, da ne bi nikomur svetoval, da naj kopira za en teden, pač to je bolj loterija, ali bo šlo v enem tednu gor ali ne. Vsaj pač pri mojem načinu trgovanja, ki gledam pač dolgoročno. Ali lahko mogoče še poveš, ta del se mi zdi tako zanimiv, koliko si imel največ kopircev do sedaj v tem času? In kdaj si v bistvu postal profesionalni investitor oziroma vlagatelj? Največ sem jih imel, mislim, da 6700, mogoče plus minus 200 tam nekje. Pač, popularen investitor pa sem postal maja lani. Predtem nisem imel kopircev. Ja, kaj pa pomeni v bistvu popular investitor? Mogoče lahko poveš, kaj to sploh je? Ja, to je pač program, v katerega se pač lahko prijavi vsak, ki misli, da je pač dovolj dober, ali pa ima dovolj dobre statistične podatke. In potem so pač neki postopki zbiranja, katerih niti ne poznam, pač to je pač stvar Etora. In če imaš zadosti dobro statistiko in si pač ljudem privlačen kot naložba, in potem lahko priješ v različne razrede na Etoru. In če imaš dosti kopircev, te potem lahko tudi iz tega plačajo. A lahko malo več o tem poveš, o plačilu? Koliko denarja lahko zaslužiš, če te začnejo ljudje kopirati, in od česa je to odvisno? Če ti pač zelo dobro uspe, se da zelo dobro zaslužiti, ne. Drugače pa od začetka prva 2 razreda, prvi razred
mislim, da ni plačila. Drugi razred je, mislim, da $400 do $800, glede na uspešnost, če si pač uspel v tistem mesecu prinesti dobiček, 1%, si pač več plačan, če ne po nižji. Od začetka je to pač kot nek dodaten zaslužek. Če pa priješ pač na te elite levele, pa elite pro, pa pač se od tega da kar lepo živeti. In ti živiš od tega? Zaenkrat ja. A lahko mogoče malo več razkriješ o tem? Mogoče, ne vem, zdaj omenil si, da se dobro zasluži, a lahko mogoče poveš približno, koliko se da zaslužiti tukaj, da si znamo vsaj približno predstavljati te številke, kolikokratnik povprečne plače? Prav nekako sam limit na platformi je, mislim, da se da skoraj $1 milijon na leto zaslužiti. Ali pa mogoče celo malo več. Bi mogel še iti skozi te številke, ampak sam seveda pač nisem tako visoko. Pač je pa, sam pač dobim nekaj povprečnih slovenskih plač. No. To je odvisno tudi od teh sredstev kopircev. Od česa je to odvisno? A več imaš sredstev od teh ljudi, ki ti kopirajo v upravljanju, ali več kopircev je, več denarja zaslužiš, če prav razumem? Tako je, pač ker tudi nenazadnje več prometa ustvariš platformi. Mislim, da pač to je nekako prednost tega eTora, da je ena izmed prednosti, no, da je možno pač te slediti popular investorjem, da z enim klikom praktično imaš nekoga, ki pač je tudi, ki ima tudi lastna sredstva notana, da so njegovi cilji poravnani s tvojimi, da praktično z enim klikom imaš lahko precej dobre donose. Kako se pa začel s tem, recimo, da si dobil prvega kopirca? Kaj si mislil, ko si dobil prve kopirce? No, čisto prvega sem dobil že nekoliko prej, no. Že mislim, da marca ali februarja. Mislim, ko dobiš prvega kopirca, sam niti nisem vedel, da pač imam zelo dobro statistiko v tistem času. No. Zdi se ti v redu, mogoče bo še kdo kopiral, pa bo nek dodaten zaslužek, poleg dela še, vsaj od začetka. Potem pa se je izkazalo, pač, da je bila precej dobra statistika pri meni in sem bil potem promoviran tam med najboljšimi investitorji. Če pa te tam promovirajo, pa število kopircev pač strmo naraste. No. In potem, ko je to naraščalo na več tisoč, si mislil, kaj? A si čutil kakšno odgovornost? Si bil kaj bolj v stresu zaradi tega? Ja, pač sem si vzel en teden na začetku, da sploh premislim. V bistvu jaz niti nisem vedel za Popular Investor programa. Mene so v bistvu kontaktirali z eTora, ki so mu pač tako dobre statistiko. No. In pač sem si mogel vzeti pač en teden za razmislek, ker to je bilo praktično skoraj čez noč sem dobil 100-200 kopircev v 2-3 dneh iz enega na 300. In je, mislim, dokaj huda odgovornost. Pač meni je veliko lažje s svojim denarjem pač operirati, ker veš, kakšna tveganja si pripravljen prenesti in pač se nikomur ne boš zameril in tako, sem se svojimi zadevami, s svojimi sredstvi tvegaš. Ja, koliko pa je teh tvojih lastnih sredstev, koliko v portfelju, koliko denarja obračaš lastnih sredstev, lahko mogoče to zaupaš? A pa s koliko si začel, ko si začel, ne? Začel sem v bistvu postopoma, pač nekako ti pač začneš. Prvič sem meni se zdi $500 naložil na account, potem kmalu zatem 5,000, ker v bistvu še testiraš na začetku, kako sploh transakcija poteka in tako, ker jaz sem se malo bal, da me bojo
že na banki, ne vem, zaračunali ne vem kakšne transakcije, ne. In take stvari se pol malo boječe pristopiš, no. Ampak ja, nekako v prvih 2-3 mesecih sem potem nekako 10-15 tisoč naložil gor. Pa prvo leto sem imel pač, mislim, da manj kot polovico vloženega, no, pa sem vseeno dobil na celotna sredstva, tudi tisto, kar ni, če res celotna sredstva gledamo, sem vseeno čez 30% dobil leta 2019, no. Bilo kar dobro, no. Se pravi, danes pa lahko mogoče zaupaš, koliko denarja pa danes obračaš. Zdaj, tukaj sva omenjala številko 10 milijonov sredstev v upravljanju od vseh kopircev. Ali pa če mogoče lahko poveš še razpone, koliko je bilo, ali pa če poveš mogoče, koliko je bilo največ sredstev v upravljanju, bova tako rekla, pri tebi, od kopircev. Ja, tukaj bi potem še malo o teh razredah povedal, ne. Zdaj med 4 razredi so, ne, in zdaj sem na prehodu iz 3. v 4. razred Popular Investorja, ne. In sem mogel tudi opraviti nekatere izpite. So bili, mislim, kar zahtevno, ker v tujem jeziku pa pač strokovni jezik in tako naprej. Precej strani, ne, to je 1200 strani za navadice v mesecu ali 2 je kar zalogaj, sploh glede na to, koliko informacij že drugače čez dan prejmem. In je pač postopek med tem prehodom med razredi je, da te zaradi samega tveganja platformi so pač te zahteve in pač te omejijo število kopircev in so mi pač oktobra lani so mi omejili število kopircev in od takrat naprej me še praktično danes ne more noben kopirati, ampak zdaj mislim, pričakujem, da v kratko me bojo spet lahko kopirali. Tako da največ sredstev sem imel okoli decembra ali novembra lani. Je bilo 16, mislim, da 16 milijonov na upravljanje. Trenutno je pa pač okoli 10. Ja, koliko se jih pa zdaj zaradi te blokade izgubil kopircev, a si izgubil kakšnega, predvidevam, da si, ne? Tam sem videla, da so neke statistike tudi tega. Ja, od začetka blokade praktično več kot polovica, no, jih je že odšlo. Ampak to je vseeno, mogoče se zdi dosti, no, kot pravim, veliko je takih, ki imajo pač različne cilje, ne, in je težko vse potem. A to je bil v bistvu nekako za njih nek signal, da grejo stran od tebe, ker niso mogli, mislim, oni še zmeraj lahko kopirajo tvoj portfelj oziroma delajo tako kot ti ali ne? Če si ti Mogoče kakšen to taki, mogoče zaradi tega, ampak načeloma ne. Po mojem odhajajo bolj zato, nekateri so bili tukaj sem za leto 2020, a ne. Verjetno bo letos veliko vlagateljev odšlo iz trga, ki so prišli lani, ker pač lani so bili res nenormalni donosi, ja. Potem pa, ko se zadeva stavi, pa tudi sam sem malo pod tem vplivom lanskim še bil, ne. Se potem počutje kar malo spremeni, ne, ko ne gre več 10% na mesec gor vse skupaj, ne. Ja, lansko leto si ustvaril skoraj 95% donos, ne? Ja. Kako pa je letos? Letos je, mislim, da nekaj malo več kot 9%, pa mislim, da manj kot 10%. Sem procent ali 2 zaostajam za indeksi, no. Zame osebno pač sem zelo strog do sebe pač in se mi zdi, da mi gre letos zelo slabo, no, pač. Zdaj, kot si omenil, velikokrat omenjaš statistiko, dejansko tukaj vidimo čisto vse, dobiček, izgube, naložbene razrede, konkretne naložbe, sledice, število tradeov, ni da ni, ne. Kakšen vlagatelj si, kakšna je tvoja naložbena strategija, nekaj si sicer že govoril o dolgoročnem načinu vlaganja. Ja, gledam dolgoročne naložbe, pa predvsem tehnološke, pa podjetja, ki so v rasti.
bolj malo imam teh podjetij, ki so nekako dosegle zasičenost trga. No. Nimam pa tudi teh najbolj divjih naložb podjetij, recimo, ki sploh še nimajo dohodkov in tako. Tega se pač nekako izogibam. No. Se pravi, te ne vlečejo vroče zgodbe. Ja, mislim, so mi zanimive, a ne, ampak vseeno raj malo počakam, pa vidim številke. No. Zdaj, jaz sem v tvojem portfelju naštela 21 delnic in Ether oziroma Ethereum. Kako iščeš naložbe? Zakaj si v bistvu se odločil recimo za Ether, kar je v bistvu zanimivo, da si pač samo eno od kriptovalut si izbral, ne? Večinoma časa sem imel Bitcoin, no. Pač Bitcoin mi je bil najbolj pri srcu, no. Ker pač začel sem z Bitcoinom še pred Ethereum, ne, in z prestižnimi kovinami. Kot zaščita pred inflacijo, ne, pač jaz gledam naložbe vedno kot pač boj proti inflaciji. Ethereum, Bitcoin sem čez nek časa prodal, in tisti čas je Ethereum precej dol padel, bolj kot Bitcoin, pač in ker kriptovalute so več ali manj vse korelirane med sabo, sem potem raje vzel Ethereum, pa tudi precej mu je narasla uporabnost teh finančnih institucij, pa takih. No. Zdaj omenjaš inflacijo. To je zelo aktualna tema. V Ameriki imamo 5% na letni ravni, pri nas se je povzpela na 2%. Mogoče lahko tukaj kaj poveš na to temo, kako se zaščititi pred inflacijo? Ja, glede na gradivo, najboljša investicija ne bi bile pač delnice. Ne. Pa najbrž zlato še zdraven. Te commodities, ne. Surovine, ja. Pač to, ker ima dejansko neko vrednost zadaj, ne. Pač, ki so nujno potrebne zadeve, ki jih bo vsak kupil, ne glede na to, ali ki so nujno potrebne za življenje, no. Tako bom rekel, najboljše. Pa pač pri podjetjih pa gledam, da nimajo pretiranih dolgov, pa da imajo pač pozitiven neto dohodek. No. Pa boljše je pač v te, se zdaj tudi sam hočem malo bolj razporediti portfolio še v te bolj stabilne biznise, no. Bolj stabilne delnice teh podjetij, ki so malo bolj dolgo, ki so že dosegle zasičenost trga. No. Zdravstvo, prehrana in take zadeve. Zdaj, lansko leto si opravil 219 tradov, na platformi pa ni definirana, gre za nakup ali prodajo. Lahko mogoče kaj poveš o tem? Ja, velika večina teh tradov so nakupi. Okoli 50 prodaj je od tega. Najmanj ostali so vse nakupi. Ja, pač to je en izmed podatkov, ne. Pač glede na to, kakšen investitor si, nekateri imajo po več tisoč tradov letno, nekateri manj kot 20, ne. Tako da. Zdaj, ko omenjaš, kakšen tip investitorja si, rekel si, da nisi preveč, da si dolgoročno naravnan, pa da nisi, se mi zdi, da si rekel, da nisi preveč tveganju naklonjen. Zdaj na stopnji, na tej lestvici od 1 do 10 si na 5. Ja, glih nekje na sredci, ne? Ja, trenutno sem na 5. Ja, samo treba je vedeti, da v bistvu te popular investorji so omejeni na, mislim, da rizik čez 7, pač moraš nekako znižati rizik, no. Razen če se pač čisto dolgoročno v delnicah in je glih divji trg, no. Takrat rizik malo naraste. Pač vsi popular investorji težijo k riziku nižjem od 7, no. Drugač pač lahko izgubiš status, no. Tako da sem kar rizik 5 vseeno ni za vsakega, ne, sploh mogoče za starejše, ne, no. To je za, bi rekel, do 50 leta mogoče.
Zdaj, ko Ampak omenjaš, spet je pa odvisno od vsakega posebej. Ne. zdaj, ko omenjaš starost, ne, mene zanima, a mogoče veš, kakšni so profili tvoji sledilci, kdo ti sledi sploh, ne? A so bolj mlajši, starejši, 50 omenjaš, nekako si ne predstavljam 50-letnike množično na e-toru. Mislim, da je mislim, da večina je verjetno milenijcev. No. Po mojem imajo pač enaka videnja kot jaz, ne, ker smo nekem istem obdobju odraščali in tako pač jim nek ta moj pristop odgovarja. Ne. Pač imamo radi tehnologijo, verjetno vsi, no, milenijci. Ja. Drugače pa, no vem, to so celega sveta in tudi vseh starosti, no. Ampak ne vem pa procentualno, kateri, nimam podatka. No. Ampak imaš nek odnos z njimi, ne? Ja, pač skušam čim bolj obrazložiti, zakaj sem pač neko stvar, neko naložbo kupil ali prodal. Tako da vejo, kaj se dogaja, ne, ker pač to je bil pri meni, recimo, ko sem bil še mlad, v srednji šoli sem investiral v 2 sklada zavarovalniška in praktično nisem imel skoraj nobene informacije, kaj se dogaja s svojimi naložbami. Mogoče enkrat letno so dobil neke informacije. Tam sem bil pač zelo razočaran. Se pravi, tudi na to komunikacijo rabiš neke informacije, če si vlagatelj, verjetno, da prideš nekako v stik s tem, zakaj se nekaj proda, kupuje. Ja, sploh ko gre za nohte, ne. Ko so težki trenutki, da se pomiri ljudi, ne, da je pač da je slab dan, teden, da kakor pa se enkrat začne obračati, ne, je pa takoj evforija. Ne. Pa vsi veseli, vsi kupovati. Pač to so ta obdobja, ne, pač, ki je treba iti skozi njih. Ne. A te tvoji kopirci kupujejo, ne vem, po 100-200 evrov, a govorimo tukaj o 1000 evrih, te kopirajo s 1000 evri ali kako? Kako to izgleda? Mislim, da je povprečje okoli 3000. No. A res 3000 evrov? Dolarjev, pardon. Dolarjev. Ja. To je povprečje, no. Ne vem pa, kakšna je razporeditev, no. Kdo vam koliko kopira. To nimam podatka. Preden greva na tvoj portfelj, mogoče bi pogledala še tvoj pogled na trenutno dogajanje na kapitalskih trgih. Kakšen se ti zdi dogajanje, se ti zdijo cene prenapihnjene? Ja, čisto iskreno povedano, meni se pač že vsaj 3 leta, odkar sem na trgih, se mi zdi vse napihnjeno. No. Še praktično marca se mi zdelo napihnjeno, ne, tudi ki je dol padlo, takrat se mi zdelo mogoče, da bo počasi zakupiti, ne, ampak toliko in toliko denarja ob toku in zgleda, toliko so ljudje pripravljeni plačati za delnice. Ne. Gledala sem en tvoj video, sem gledala, ko si predstavljal tudi svojo naložbeno videnje in si rekel, in si se v bistvu zelo začudil najbolj donosnim naložbam, kot so bili Dogecoin, urabljeni avtomobili, nafta, si nekaj omenjal tudi. Ja, pa še ta vezane plošče, lesene. Mislim, te plošče so šle gor 300%, mislim, da v enem letu. Ne, to je pač v Ameriki. No. Ne vem točno, kakšna je situacija pri nas. Pač to so divje številke. Ne. Sploh recimo smešno, mislim, praktično smešno mi je, da pač so dobili rabljene avtomobili. Ne. Mislim, da tudi ne vem točno, da je pri nas ista situacija, ampak v Ameriki so imeli ta pomanjkanje čipov in zaradi tega pač je bilo manj proizvodnje novih avtov in je cena starim narasla. Pač malo kdo kupi avto, pa misli, da ga bo drugo leto dražje prodal, ki bo eno leto starejše, pa pač bolj zrabljeno, ne, brez da ga kaj prenovija. Kakšno pa tvoje mnenje o kriptotrgu? Zdaj imamo cel kup nekih novih žetončkov oziroma kovancev.
praktično kriptotrg kar malo manj spremljam zadnje čase, ker no, v bistvu skozi celoten čas sem bolj kot ne sem Ethereum, pa Bitcoin, pa mogoče še Cardano, pa Doge spremljal. Veš, ja. A si mogoče tudi sam investiral v Dogecoin? Ne, pač teh Doža se izogibal, no, to sem za zabavo spremljam, da vidiš, kaj se na trgu dogaja. Drugače pa kripto je cel mali svet v svojem, ne, in se mi zdi, da če hočeš pač sam v kripto to biti, težko si predstavljam, da bi bil samo v kripto, no. Pač se moraš res zelo spoznati, pa praktično ni časa, da bi toliko posvečal kripto, no. Pa se mi zdi, da veliko tekovancev je koreliranih med sabo in ne vidim neke dodatne vrednosti držati, ne vem, 10 kovancev pod enem. Zdaj, ko govorimo o kriptu, v tvojem portfelju je tudi Coinbase, kriptomenjalnica Coinbase. Zakaj si se odločil za Coinbase? Ja, Coinbase je imel pač to res nenormalno rast. Mislim, da v prvem četrtletju, no. Glede na ostale delnice je kar malo poceni, no. Vsaj trenutno. Je pa pač pri Coinbase malo vprašljiva pač prihodnost, ne, zaradi tega je pač tudi ustrezno pač malo nižje ovrednoteno. Pa na Coinbase pač gledam kot na nek kripto ETF, ne. Da imaš, ne glede na to, kater kovanc bo eksplodiral, Coinbase ne bi mu nekaj od tega, ne. In ne mislim loviti teh Dogecoinov in ne vem, še ostalih kovancov, imam pač raje nekako Coinbase, ki pokrije vseeno. Zdaj, ko omenjaš ETF-e, tudi nisem jih opazila v tvojem portfelju, s kakšnim posebnim razlogom? V bistvu se jih pač ne izogibam, ampak trenutno ni nekega ETF-a, ki bi me pač privlačil, no. Spremljam pa ta ARK Invest, pa pač te ETF-e, ki kakšne surovine vodijo, recimo za gold ali pa za silver. To sem že investiral v preteklosti. Tukaj lahko samo dodam, da pač Slovenci ne moremo kupovati ARK Invest oziroma Evropejci, za izjemo nekateri slovenski brokerji ponujajo možnost investiranja tudi v ARK Invest in druge ETF-e, ki kotirajo na ameriškem trgu oziroma imajo domicilno državo Ameriko, s podpisom neke pogodbe. Tako da, kar se pa tiče tega zlata oziroma plemenitih kovin, imaš pa tudi Barrick Gold v portfelju. Zakaj se ti zdi za ta sektor zanimiv? Ja, tu sem pač zdaj za obdobje te nepredvidljive inflacije kupil kot podjetje, ki se ukvarja s commodityjem, s surovinami, no. Zato je vseeno precej visoko, se mi zdi, mogoče podjetje pa ni še toliko eksplodiralo, kot samo zlato. Opazila sem, da imaš tudi nekaj takih zelo zelenih naložb v svojem portfelju. Se ti zdi ta ESG direktiva zanimiva oziroma ESG naložbe? Ja, pač to investiranje se mi zdi pač tako, lahko je pač v bistvu zelo lepa stvar, ne. Ker pač investiraš tja tudi, kar želiš podpirati. In pač nek majhen vpliv tudi je, ne. Si del teh podjetij, kamor investiraš. In pač, ja, gledam na prihodnost in pač to mi je pomembno, no, pač obnovljive energije, recimo bolj zdrava prehrana, pa bolj rastlinskega izvora, ke recimo mesna industrija, recimo precej več zemlje in surovin potrebujemo. Katere so ti tiste naložbe iz tega ESG oddelka všeč, recimo temu tako? Ja, najbolj mi je pač ta tudi šef. To je pač, oni prodajajo pripravljene jedi na podlagi rastlin. Samo segreješ, pa imaš že praktično obrok. Kar se mi zdi sploh v današnjih časih, ker nimamo
si časa si pripravljati za jesti po 1 uro, 2, precej dobro. Pa tudi ne nazadnje, pač navaditi se treba kuhati, pa iti v trgovino, pa tako naprej. Se mi zdi tako zelo privlačno, no. Predstavlja kar precej velik delež v tvojem portfelju, da tudi šef. Ja, pri podjetjih gledam tudi predvsem to, pač dohodki so mi pomembni, pa tudi to, ali ima podjetje neko prednost ali ne, če je kakšna res unikatna statistika in tako naprej. In v koliko produktov se lahko tudi razvejo, ne. In mislim, da tudi šef ima pred sabo res ogromne priložnosti. Pač, če jih bojo izkoristili, je potem pa drugo vprašanje. To je treba pa pač spremljati iz četrtletja v četrtletje. Pa opazila sem, da imaš tudi Beyond Meat. Ja, Ki pa tudi v bistvu proizvajalec veganskih izdelkov, ne? ja, je pa on izdeluje pa tudi približke Imitacijo mesa. Ja, približke mesu na rastlinskega izvora, ne. Sicer niti nisem še probal tega produkta, no. Ampak mislim, da bo v prihodnosti tega čedalje več, no. Jaz sem probala, odlično je, Beyond Meat, zelo priporočam. Okej, a bi mogoče, zdaj v portfelju, kot sva že rekla, imaš približno 21 delnic. Katero bi še izpostavil, poleg da tudi šef in teh, ki sva zdaj govorila? Ja, kar enih par je, ne. Pač te, ki imam pač največji delež alocirane, te so mi pač najbolj, tudi te imam največje zaupanje. Recimo Facebook je ena izmed teh, no, ki se mi zdi precej varna, pa da ima pač kar precej dobička pred sabo, no. Pa Dropbox je tak, ki ga je veliko ljudi že poslalo na pokopališče, ampak številke so dobre, ne. In pač na koncu je samo to važno, no. Pa Alibaba je trenutno precej poceni, ker je imela dosti teh turbulentnih zadev, no, predvsem političnih, pa kazni. Pričakujem, da bo šla nazaj gor, ne. Ker recimo je bila Alibaba, na primer, je bila že toliko vrednotena že 2-3 leta nazaj, ki je imela pol manjše dohodke, ne, ali pa še manj, kot je zdaj. Tako da, in tudi rast se še ne ustavlja, no, da ni bil kakšen problem. Ja, no, Teslo sem še omenil. Tesla mi je bila pa pač, mislim, da mogoče celo prva delnica, ali pa pač vsaj tista, s katero sem se od začetka ki me je najbolj pritegnila, no. Pa sem največ alociral in je pač eksplodirala. Tesla je pa pač bilo tako, da je bilo veliko dobrih novic, ampak so se pa blizu bankrota dostikrat gibali. Ampak jim je uspelo, no. Zato je šlo pol tako gor. Imaš pa tudi nekaj, recimo temu gaminga pa e-šport, recimo temu tako. Pač po teh veliko povpraševanje, ne, tudi zaradi kriptota, po teh Nvidia pa AMD, ne. Pa tudi gaming je bil zdaj v porastu, ne. Še tega imam tudi Corsair, ki je tudi v tem gamingu, ne. Je pa bolj v zadnjem času precej raste, no. Dobiva prepoznavnost. Imajo pa bolj te gamerske zadeve, pa tudi za youtuberje razne pripomočke za streamati pa tako. Zdaj v tisti eni predstavitvi, ki sem jo gledala, ki si jo imel, si omenjal pogosto tudi Lemonade. Ampak v portfelju jo pa nimaš. A si jo že kdaj v preteklosti imel, ali zakaj si to govoril o Lemonade? Ja, imel sem, ja, pač, ki je začela, Lemonade je šel na 180, pa iz 50 na 180, cena, ne delnica. Potem pa, to je pač, mislim, da Monty Full je nekako nahajpal to delnico. Pač podjetje je pač zelo lepo, no, pač meni je zelo všeč ta njihov model, v katerem delujejo. Pa gledal sem tudi ta intervju s
lastnik, chief executive officerjem, no. Je imel tudi zelo veliko lepih stvari za povedati, no. Da si praktično v bistvu vse zavarovalnice želijo podobnih inovacij, ampak imajo pač toliko teh, težko je neko uveljavljeno podjetje začeti čist prenavljati, no. Sem pa ga kupil potem, ko je padel iz 180 na 115 in sem predrago sem kupil, bi mogel še počakati, ker je šel do 60, se mi zdi, ali celo pod 60. In tam nekje se mi zdi tako primerna cena za kupovati. Je pa pač precej drag, no, pač ni še teh dohodkov pri podjetju, no, katere se pričakuje. Sploh, ko so imeli zdaj neki težav z nekim viharjem. Omenil si tudi enkrat na tej konferenci si omenil tudi, da si šortal oziroma da je stava na padec najhitrejši način za investiranje. Ne vem čisto točno, kaj si hotel s tem tu. Ne, pač preden sem začel investirati, sem mislil, da bo tako praktično najlažje zaslužiti, ne, ker pač sem mislil, da imam pač kot ker izhajam iz fizike, da imam to tehnološko prednost. In pač pretirano je bil problem ta, da so prodajali produkt, ki je praktično nemogoč. Ne bi šel preveč detajlno. Pač. Jaz se šortanja izogibam, no. Sem pa šortal indekse, ampak se praktično izgubil, no. Pač sem mnenja, da zelo redko, kakšen s šortanjem je neto pozitiven na dolgi rok, no. Bolj ali manj si samo to volatilnost gladijo s šortanjem, no. Gledano dolgoročno pa dobiš več, če ne šortaš, no. Vse običajno je, mislim, da tako, no. Sploh za začetnike, no. Kakšen je pa tvoj pogled na slovenski kapitalski trg? Slovenskega kapitalskega trga ne spremljam ravno kaj preveč. Ker je pač premajhen, no. Pa svoj čas pač posvečam tem zadevam, podjetjem, ki so in naložbenim instrumentom, ki so na voljo na eToro, ne. Mogoče lahko poveš, a si v tem trenutku medvedji ali bikov skoraj razpoložen? Nekje vmes. Pač skušam se pripraviti na vse, no. Drugače pa pač glede svojega portfolija sem pač kar optimističen, da na dolgi rok bo pač skoraj sigurno prinesel dobiček. Kar skoraj sigurno. Zelo si samozavesten. Kakšna pa so recimo pričakovanja? Vem, da morate približno oceniti plus minus za recimo do konca leta ali pa recimo 5 let, no. Koliko na letni ravni misliš, da so trgi sposobni zdaj narediti, ne? Mislim, da pač v tem letu 2020 pa 2021 tudi, ki je bilo ogromno teh vladnih ukrepov v ZDA, so ogromno tega denarja sprostili. Mislim, da bo sigurno ne bomo po mojem videli leta, kot je bilo 2020, da bo še kakšen 50% skok v indeksih oziroma v tem razredu, no. Mislim, da bojo manjši donosi, no. Da se bo malo umirilo vse, mogoče šlo malo dol. Katera recimo regija ti je zanimiva? Spremljaš bolj Ameriko, tudi kakšno drugo regijo? Ja, predvsem Ameriko, pa malo deloma Kitajsko, no. Drugače mi je pa pač zdaj v zadnjem času mi je precej zanimiv ta pač Izrael, no. Ker pač jaz sem ga prej poznal samo po tem novicah in bombnih napadov in to. Zdaj pa pač, ko to investiram, vidim, da je pač ogromno podjetij takih dosti uspešnih ali pa startupov je ravno pač iz Izraela.
Pa glede na to, da je pač samo malo večji od Slovenije, ne. Mislim, po prebivalcih, ne. 4-krat večji od Slovenije, nekaj takega. Se mi zdi kar neka uspešna zgodba, kar se tega podjetniške kulture tiče. Za panoge so pa tudi že povedala, prehrana, zdravje, še kakšna druga panoga, ki bi ti bila mogoče v tem trenutku interesantna za recimo Ja. nek. Ja, pa tehnologije, pa energija, ne. Zelo rad bi investiral v kakšne v fuzijo, no. Pač, ampak še prezgodaj, no. To je pač za pridobivanje energije, no. Po mojem bo pač to nekako najbolj čisto pridobivanje energije. Mogoče lahko izpostaviš kakšno dragoceno naložbeno lekcijo, tako, ki te je fejst zabolela, pa tako, ki te je fejst razveselila. Kar se tiče prav neke hude izgube, nikoli nisem pač, če je šla delnica mogoče 40% dol, je bilo to taka delnica, ki je bilo procent portfolija noter ali pa še manj, ne. To se potem ne pozna, ker če imaš, ne vem, večino drugih, ki so šle gor, ne, se to sploh ne pozna, ne. Kar se napak tiče, pač kot sem prej že mislim, da omenil, je predvsem prehitra prodaja. Mogoče prodaš nekaj, ki gre 30-40% gor, pa kar vidiš, da gre še gor, pa misliš, da bo šlo malo dol, pa boš pol kupil. Ampak gre kar gor in gre mogoče še 2-krat višje ali pa 3-krat višje, kakor si ti že prodal, no. Recimo Tesla je bila taka, ki sem pač prehitro prodal, no. Sem se izognil recimo marca padcu, ne, ke bi pač zbolel, ne. Ke sem bil precej v Tesli, ki je šla ne vem, takrat je bilo, mislim, da 800 ali 900 je šla na okoli 300 nazaj, ne. To je kar velik padec, če imaš velik del portfolija lociran na to delnico. Temu sem se izognil, ne, ampak potem je šla Tesla nazaj gor, mislim, da krat 10, krat 20. In če bi pustil noter ali pa vsaj nazaj kupil, ki je šlo dol, ne bi še dobil dosti več nazaj. Kakšni so načrti, kaj imaš na očeh zdaj, katere naložbe? Ja, zdaj predvsem gledam pač to zaščito pred inflacijo, no. Bom skušal kakšne te bolj stabilne biznise, ki so dosegli pač to zasičenost trga, investirati, no. Pa ki so pač v surovinah, pač nujno potrebnih zadevah, no. To, ker človek ne more nekako funkcionirati brez teh zadev, no. Pač Kaj pa recimo, Ja, kar izvoli, kar nadaljuješ. recimo, ne vem, nakupu elektronike se lahko izogneš, a ne, če nimaš za jesti, a ne. Jesti pa nekako treba, no. Ja, kaj pa recimo poklicno? Kako boš pa tole zdaj izvozil? Zdaj čakaš, da ti potrdijo naslednjo stopničko v tem programu? In potem, kakšni so načrti? Ja, pač zaenkrat mi je to investiranje pač zelo zanimivo, no. In želim to nadaljevati, no. Imam pa pač tudi neke dolgoročne cilje, no, precej ambiciozne. Želim pač nekako proti koncu življenja investirati pač v razvoj znanosti, no. Znanosti, to je zelo tako široko področje. Ja, predvsem na področju obnovljive energije. A boš tudi mogoče kakšne sončne panele si namontiral na streho in kupil električni avto in se napajal iz ne vem kakšnih virov? Mogoče, ja. Spomnim se, da si mi rekel, da je bil eden od tvojih glavnih motivov, da si sploh začel z investiranjem nakup hiše. Pač videl sem, da nekako z nekimi brez investiranja se neko osnovno plačo pač si ne moreš privoščiti, če nimaš nekih dediščin ali čisto podobnega, si ne moreš privoščiti lastne parcele, lastne hiše, celo lastnega stanovanja, ne. In pač nisem želel celo življenje v najemninah živeti, ne. Mogoče lahko daš še za konec kakšen nasvet vsem poslušalcem, ki te zdaj poslušajo, naložbeni nasvet, kaj svetuješ? Ja, pač da se o zadevah pozanimajo, preden investirajo, ne. Pomemben del investiranja je pač tudi gledanje na lastne stroške, ne, da nam več sredstev ostane za investirati. Ker pač tako lahko
hitreje napredujemo in si mogoče potem privoščimo nekaj, kar si drugače ne bi mogli. Super, Matej Kranjc, za prvi intervju si bil odličen. Hvala. Tako da, najlepša ti hvala za tvoj čas. Veliko zanimivih informacij si nam povedal, tudi pač spoznali smo mogoče malo bolj, kako deluje sama platforma in pa seveda tvoj način razmišljanja glede investiranja. Tako da iskrena hvala. Ja, hvala tudi vam. No. Mene veseli pač na vaši pač platformi, da se še nekdo ukvarja s širjenjem finančne izobrazbe. No. Ja, to je naš cilj, izobraziti čim širši krog ljudi in toliko starih, kot si ti, se pravi, milenijci so večinoma naši poslušalci. Tako da, Matej, najlepša hvala in midva sva seveda še na vezi, bova še kdaj imela kakšen pogovor. Tako da, najlepša hvala.